Veš, kaj si prej omenil, ful dober. Delaš z glasbo. Kako to misliš, delaš? To imate v pisarni noter, imate skozi kaj radio ali imate prav svoje komade? Ne, načeloma je tako, pač mi imamo, ne vem, okrog 250 kvadratnih metrov je pisarn in vsak ima načeloma svojo, dajmo reči, pisarno, oziroma v nekaterih pisarnah sta po 2-3 osebe skupaj. Jaz pač kot direktor imam svojo pisarno. Enostavno veliko je enega dela za računalnikom. Torej, ko nisi na sestankih, si pač v računalniku ali nekaj pišeš, ali neke maile odgovarjaš, ali v nekih docsih neke briefe kreiraš, pač nekaj delaš. In zame je res zelo pomembno, da imam takrat neko muziko. Zato, ker je vseeno malo slišen, če gre nekdo po hodniku, zato sem kar na slušalkah in pa imam pač na Spotifyju razne playliste in bo recimo ful tako trivialno, pač začetek dneva so vedno classic, calming, instrumental, something, mogoče piano, kitaro, neki, pa vedno bolj, ko gre dan naprej, pa vedno bolj, ko mogoče rabim nek tudi dodaten input, pa imam pa kar neke pop hits, pa ne vem, Kingston se mi pa vrtijo, pa kar neki tazga, ki sploh ne paše, mogoče workflow, ampak ne vem, sfuram. Salih pa tvoje pisarni, drugače, greva kar naprej. Jaz se tako predstavljam, 250 kvadratnih metrov je pisarna, a imate vi kakšne tako te moderne scene noter? Veš, koliko ima pri Googlu, pa kar te scene? To me res zanima, ker ti si pač tak lik, po moje, da ima kakšno tako skrivno sceno. Imamo, mislim, tizga, kar zdaj iščeš, neki tazga clickbaiti, da bi rekel, nimamo noter, imamo pa mogoče neke, dajmo reči, malo bolj moderne koncepte pisarne, oziroma se tam malo drugače obnašamo. Prva stvar je itak ta, da mi v pisarnah smo samo 2krat na teden, kot firma. Torej 3krat na teden lahko ljudje delajo doma, če želijo, eni pač pridejo v pisarno, eni ne. In zdaj v bistvu, ne vem, ena taka zanimiva stvar je, da imamo tam nek kudo box, to smo glih pred kratkim naredili, kjer je pač neka škatlica in potem pač, ne vem, tiska hoče, če se mu je nekaj lepega zgodilo, hoče nekoga pohvaliti, vrže pohvalo za nekoga anonimno noter in pa se ne vem, enkrat na 2 tedna te stvari preberejo. To je mogoče ena taka stvar iz teh nekih večjih korporacij, pa iz teh nekih timov, ki je tako zanimiva. Pa druga stvar je pač vrednote naše firme, imamo v bistvu 2 taka full velika plakata, pa jih imamo pač obešena na hodniku, pa v unisejni sobi. Drugače pa, da bi tako rekel, kaj posebenega, z Googla, sorry, nimam. Dobrodošli na podcastu, to je bil en tak smooth začetek. Z nami Filip Pesek in danes sem ga videl kot Supermana. Ja. Kaj je to zdaj? Začeli smo za eno kampanjo, lastno. Mi pač načeloma, mislim, ne vem zdaj, koliko lahko govorim, ampak mi imamo načeloma, samo to, da do drugih znalo mesti zgodbo v prostor, pač imamo marketinško agencijo in pač primarno pač furamo marketing za druge naročnike. Pa tako, da smo zdaj po 1-2 letih lansirali neko svojo lastno ponudbo, ki smo neke svoje, oziroma neke newsletterje, ki sem jih zadnje 3 leta pisal, smo zapakirali v nek produkt. In seveda zdaj to treba spromovirati. Zdaj imaš pa seveda več opcij. Lahko pač greš na neke take relativno dolgočasne fore, pa se postaviš pred kamero ali pa pač nek video zmontiraš. Lahko pa narediš nekaj epskega, kar folk, ki je recimo scrollal v tistem momentu po Facebooku ali pa Instagramu, kar še nikoli ni videl. In mater vola, da v Sloveniji pač še noben ni v Superman outfitu pojavil pred kamero pa začel nekaj razlagati. Mi smo Superman outfit kupili za 70 €, po mojem je bila najboljša investicija ever, ker zdaj, ko gledam statistiko unih oglasov, vsak se vstal, pa vsaj gledati začne. Ja. In zdaj mislim, ali kup ali ne kup, je pač pol stvar, mislim, tistega posameznika, ampak što se je, da danes ni toliko glaven problem sestaviti dober video. Težava je bolj dobiti pozornost. In to tudi sam veš, kad delaš pač video content, pa vse pač ti lahko narediš naročniku najboljši video ad, pa če ga ne zna vam porint, mislim, škora, pač, ko ste videli sam ti, pa on pa še 3 frendi, ne. Lej, ti si nekdo, ki se redno pojavlja na Instagramu, na Facebooku, posod. Si v Sloveniji, bom rekel, ratov znan na področju marketinga. Eni pravijo, da si še dosti mlad, jaz pa mislim, da to niti ni tako pomembno. Ampak, a si ti že kot otrok dejansko hotel to delati? Kako je prišla zdaj ta genialnost vate noter? To je bilo načeloma tako. Jaz sem bil še športnik. In jaz sem pač prvih 18 let svojega življenja dal zgolj in samo v
košarko. Aha, še Pa tle, karovca. pa rad sem igral tle na planini, ker vedno sem imel A neko res? čudno obrambo in sem pač imel dve najboljše tekme svoje kariere, sem proti A Triglavu res? odigral 40 pa 37 pik 2 tekme, ne vem. No, anyway, A za Triglava proti? ne, Triglavu? proti Triglavu. Pardon. In ja, torej jaz sem imel tam ti svoj passion, ti svoj desire, jaz sem hotel pač profesionalno igrati košarko. Tudi ne vem, tam, ko sem bil še 16 stari mulci, sem bil del teh nekih reprezentančnih selekcij. Pa od 16 let naprej pa so šli pač vrstniki, ne vem, te, ki danes igrajo reprezentance, ne vem, Nikolič, Rebec, pa te so šli naprej. Jaz sem pa pač ostal na ravni črti oziroma sem začel padati iz raznih razlogov. In potem je bilo treba vso to neko energijo, pa ves ta nek power, pa determination, pa kreativnost, umetnost, košarkarsko preusmeriti nekam drugam. In fora je pa bila, da sem šel študirati v Ameriko. In mislim z namenom, da bi tam še malo podaljšal to svojo košarkarsko kariero, pa da jim reč končal nek faks. In pa sem prišel tja v res najboljši formi svojega lajfa in sem dejansko celo sezono sedel. In pa je pa pač tako, da ko sediš, najprej se prve 2-3 mesece trudiš, ne, zdaj se bom izkazal, me bo trener začutil, se vas zaštekala, bo šlo. Pač se nisva, ne bom zdaj krivde valil na njega, kriv sem bil verjetno jaz na koncu dneva. In potem je pač bilo dolg čas in mi je nek bivši soigralci Slovana napišel, Filip, da li imate tam neke crvene patike? In jaz, ko bi pa dal za te crvene patike, je rekel 130 €, jaz grem tam na uno neki, mislim na une pač ameriške spletne strani, so bile patike $100. Takrat je bil pa konverzija euro-dolar je bila ful ugodna, kar pomeni, da so bile te patike 70 €. Pa jaz ne študiram, čak, če zdaj jaz zrihtam to international shipping za 30 €, jaz bom 30 € zaslužil, pa to z 10 ljudem zrihtam, mislim, pač... biznis, jasno. 18-leten mulj se ti to zdi veliko. In sem takrat pa začel nekako s tem. Potem sem delal neke druge prodajne stvari in potem sem te prodajne stvari, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem pri 21 trkal od vrat do vrat po celi Sloveniji, tako pretty funny story, na 10,000 vrat potrkal na Colt, pač takrat sem prodajal neke pogodbe za elektriko in sem dejansko v tem ratu pač brutalno dober. Po mojem top 3 v celi Sloveniji v tej door-to-door branži. Pa sem imel podjetja, čisto spontano začela neki klicati, kako pa tebi to rata, bi prišel naše tržnike naučiti, kako pač ti komuniciraš, prodajaš, bla, bla. In potem zaradi tega, ker sem rekel, se to bi pa mogoče lahko bil zanimiv biznis, predajanje znanja, kar če bi se danes mogel še enkrat odločiti, ne bi šel v ta biznis, ampak bo smo to. Sem pa rekel, zdaj pa imam jaz te delavnice oziroma to znanje, zdaj pa treba marketing za to zapeljati, da bo pač več ljudi vedelo, da jaz te delavnice imam. In takrat sem pa dejansko začel se ukvarjati z marketingom, se ukvarjati samo promocijo in tam je pač v bistvu delno sem sam sebe potisnil v to marketinško kreativnost in pol fora je bila, da ker sem se potisnil, ni bilo več poti nazaj. Ker jaz sem, ni bilo več poti nazaj. Vem, kam misliš povedati. Jaz sem sedel javno ven, ne vem, takrat smo imeli nek event. Ko ne moreš zdaj nekaj drugega začeti, če si to... Zdaj sem to in fora je pa tako, če sem imel 22-leten mulc. Ne veš, kar ne veš. Ne veš, kar ne veš. Tudi jaz danes, ko gledam stvari nazaj, se rečem, Marija. Sam sem bil toliko ustrajan, pa toliko sem vse najdel enega kreativnega džusa, da sem nek ti svoj primaren audience dobil, zgradil, jih informiral in pač predal določene znanja. In pol, ne vem, eventualno se je pa z tega razvil resen biznis. Oziroma je pač danes, ne vem, pač 13 ljudi zaposlujemo, pač ni vse zadeva tega več nedolžna. In tle se je ta v bistvu v duhu tega, da sem mogel sam sebe spromovirati, sem mogel postati kreativen. In jaz pač rečem, da v Sloveniji sta samo dva samopromotorja. En je futbol znan, žal je Damjan Murko, ta drugi sem pa jaz. Ampak mislim, in veliko ljudi si misli, fakt, to je slabo. Mislim, pač če ti verjameš v to, kar delaš, pa če te pač jebi ga noben drug ne spromovira, pač ker zadaj za mano ni mladinske knjige, zadaj za mano ni neke PR agencije. Vsi so na en način samopromotorji. So slabši. Ok, ampak vse pa ta TikTok ti si, pa Instagram ti si, načeloma vsi ti influencerji hočejo biti še boljši. Nekaj te bom zataknil, ki si rekel prej. Šel si, a to šel na college? Yes, college. Kjer college to? To je bil junior college, pač lahko ti Questa college, ampak to ni noben od njih UCLA, Harvard, no name. Pač college sred Kalifornije, St. Louis Obispo, ne vem, 3 ure folk je hodil na college, ampak kako zadeva, no? Ne vem. A pa ti si stanke mogoče v Ameriki povlekel te razne... Veš kaj je? V Ameriki, kar je meni Amerika dala,
je to, da sem začel razmišljati malo na večje, oziroma pač razširil mogoče nek ta slovenski povprečen mindset, ker tam je dejansko tako, da je, vsaj jaz sem imel tak feeling, da na te bogatune tam, ali pa da tiste ljudje, ki jim je nekaj ratali, da ne gledajo toliko po stran, kot mogoče v Sloveniji, pa tudi, ker se pač čez Ameriko peleš, posebej v tej obalni Kaliforniji, ki vidiš one 20-milijonske vile, pa 30-milijonske vile, pač tako malo te odpre, pa uni avti, pa uno, pa tretje. In ne vem, kaj sem ti hotel reči, ampak to da si out of the box mogoče začel razmišljati. Začel razmišljati, ni pa zdaj tako, da bi se zdaj v šoli tam naučil nekih prijemov, ker fora je bila, pa ker sem dejansko začel marketing raziskovati, je bil pa dejansko self-study projekt, je bil pa pač knjige, tečaj, pol pa kar večina ljudi ne naredi, ne, sem bolj znanje dejansko, ker sem ga pač nekje nabral, pa sem testiral v praksi, to dela, to ne dela. In sem pač v bistvu trg mi je cel caj dajo feedback, kaj deluje in kaj ne. Pa sem začel še pač delati marketing za druge naročnike, sem pač še v drugih nišah malo videl, kaj se dogaja, pač nabiraš izkušnje in danes enostavno, jaz pač imam, mislim, obstaja sigurno marsikdo, ki ve v marketingu še vsem več od mene, ampak pač imam tisti natural instinct, da če ti zdaj meni poveš ime biznisa, ali pa če mi ti zdaj rečeš, to je pa brand. Ampak kaj naj zdaj z njim naredimo, kaj mi poveš, pa kaj jaz postavim 2 vprašanja, jaz lahko v 3 minutah njemu downloadam iz glave cel plan, sicer runo vejo, kaj z njemu narediti, pač ker bom govoril o nekih svojih kodah pa tem, ampak pač vem. In to je ta gift, ki sem ga razvil. In ne vem, meni je cool. Ja, vse to je to, ker si toliko natural. Ja. Toliko si naraven. Naraven pa delaš, ne, saj tudi ti recimo, če jaz te pokažem video, ti takoj veš v 2 sekundah, tle si zgreš v story, tle si zgreš v loop, zakaj ta kader, čuden prehod. Sej vsak, ki dela nekaj, postane dober, sej tudi, če gremo v neke, ne vem, kaj se odreče? Vsak nekaj dela postane dober, jaz pa to nisem čist prepričan. Vsak, ki je v nečem res dober, ima feeling verjetno. Moje sem to hotel reči. Veš kaj mi meni, recimo, ko sem se v marketing tako, meni isto marketing zanima, veš, ker na koncu vse video je neke vrste marketing. Video marketing, kakorkoli. In jaz sem nekaj časa nazaj se spomnim, ko sem bil na morju, ko sem bil pač gor lepo na svoji terasci, sem vzel iz knjižnice eno knjigo. In ta knjiga je bila od Alesa Lisca. Aleš Lisec. Poznam, super dečko. Mislim, da je bilo takrat, kaj mi on že tisto knjigo, Dnevnik guru, je možno? Možno, nisem sicer... nisi bral, nisi nič mogoče njega spremljal, ker on je bil meni tak nek lik, ki je bil takrat mogoče na sceni. Aleš Lisac je bil lik, pa še vedno je lik, sicer se je malo umaknil iz tega javnega življenja, zato ker se je preselil nekam dol v Kočevje. Na kmetijo. Ja, nekam dol v Kočevje. Nekaj odprl. Nekaj odprl. Pa pač živi svoj life, ampak Aleš Lisac enostavno, je pač starost slovenskega marketinga, jaz ga zelo spoštujem, tudi jaz sem se v neki fazi veliko od njega naučil. Zdaj za to knjigo Guru, ne vem, ampak vzel si to knjigo in hotel si reči, da... Ne, da v bistvu me je zelo začel zanimati. Zelo sem začel razmišljati tako, on tam recimo piše, da je posod marketing. Na vsakem glasu, na vsaka stvar, v vsaki stvari vidiš nekaj in kako se določeni ljudje tega lotijo. Tako da mi je bilo to pač ratalo zanimivo. Vem pa, da si tudi ti knjigo napisal. Že zelo zgodaj. Ja, prej zgodaj. Ampak, je kar je. Ti si en tak težek perfekcionist, po moja. Ne, pa dobro, mislim... A si, ne? Ja, sem. A veš, vidim, da imaš ful to analitik, se praviš, pa tam, moraš si nekaj zapomniti. To, kar delaš v mladosti, to je vse top, stari. A veš, tudi na koncu, ko boš pogledal čez 10 let, pa če še pa si klej, bil lahko boljši. Lahko bi bil, sam pa ne bil klej, kot zdaj. To je res. Knjigica 2018... Kaj sem hodil? Zato, v bistvu za brata. Mene je bilo to tako pač res, to mi je najbolj genialna stvar. Mislim, prvič zato, ker sem jaz čutil, da mu posvečam premalo pozornosti. Pač dejansko je bil tisti primarni instinkt. Drugič tudi dejansko, mislim, kam zdaj za mamo napisal knjigo, to se marketing. Mislim, pa šla bi napisal, ne vem, dnevnik Filipa Peska, neki, ne vem, marketing iz prve roke v žep neki. Ja, vem, razumem, ampak mislim, veš kaj, pa tudi fora je bila, ker sem jaz razmišljal v knjigi. Jaz sem vedel, da če jo hočem napisati res tako, da gre skozi mene, oziroma da jo začutim, pa da knjiga teče, mi je ta dinamika, jaz nekaj razlagam bratu,
ful bolj bila domača, kot če bi pisal, jaz, Filip, nekaj pametujem zdaj tle bralcu. In že z tega vidika mi je bilo lažje, ja, napisano je za njega, glih zanč je bil pri nam v firmi po šoli in je še kar ni prebral, ker fora je, da sem jaz, da sem ne, ampak fora je pa, da sem jaz v posvetilu sem mu napisal, ne brati knjige do 18 leta. Koliko si star? 12. Bogi. Ne, se bo. Zih na hinavca. Ne, se bo prej prebral, ampak ja, knjiga je bila, pač ful veliko ljudi jo je kupil, ful veliko ljudi jo je pohvalil, pač veliko ljudi me je tudi spoznal zaradi te knjige. In ja, mislim, na koncu se seveda zelo vesel, ponosen, da sem to knjigo napisal, a bi danes naredil kaj drugače bi, ampak lej, tako kot sem rekel, pač mi je dala ta knjiga marsikaj, ja. Ja, mislim, ampak se pravim, idejo si pa kaj dobil? To je enostavno, ker je nek catch pri tebi, ne? Nek catch mora biti s tamavmo, pa imaš ti že za naprej malo, ne? Po moje, kakšno dvojko delaš, ali kaj? Ja. A imaš nekaj v glavu, mogoče da bi še... Imam že let pa pol. A imaš let pa Sam pol? čakam, da se nekaj zgodi. Aha, kaj je? Knjiga je primarno planirana za leto 2024. Lahko se pa letos nekaj zgodi, pa je pol v bistvu lansirana že let 2024. Se ti lahko povem, se zdaj ni nek big secret, pa tako ljudje, ko dogledajo, bodo rekli, to je tako materialistično. Sam, ne vem, pač tako jaz čutim, jaz iz sebe izhajam in fora je, da jaz sem rekel, knjigo bom začel pisati, ko mi v enem letu naredimo 1 milijon evrov prometa na firmi. Mislim, se ni fora 1 milijon, ampak fora je pa, če imaš milijonsko firmo, prvič to pomeni določeno število zaposlenih, drugo pomeni, da si res velik nekim naročnikom, pa ljudem pomagal, pa da imaš nek... Pa dobro se sliš. Ja, Dobro se sliš. In dejansko zdaj čakam, da mi ta milijon prebijemo, primarno smo ga planirali za 2023, ampak letos so se na mene stvari poklopile, mogoče že letos. In potem, ko bo ta knjiga napisana, mislim, ko bo ta milijon dosežen, bom začel pisati knjigo. Zdaj spet ne vem, za brata sigurno ne bo. Zdaj fora pa je, zdaj sem sina dobil, vmes. Ne vem, bo kaj šlo v to smer, ali bo samo neka pripoved, mislim, neka zgodba, bom videl, kako bom pač celoten story zavil, imam neke ideje napisane, ampak pisanja se ne bom lotil, dokler ta pač cilj, ki ga imamo, ne bo dosežen. Se pravi, si ti ta ciljno naravnan, no, stop, imaš ta vision board varianto. Imam. Ja, ne, ker jaz si vizualiziram, veš, tako, jaz v glav neki, mislim, na listu nimam, ful imam pa v glav, ne. A veš, vse te projekte, ki jih delam, ki jih probam narediti, ker na nek način so si podobna. A veš, sem malo drugačna sva. Ampak v isto jaz še na nek način hočem, do 2022 hočem to, do 2023 hočem to, do 2024 imam to. In vse je fajn, če se malo povezuje. Ker pol je ta sinhronost je, ne vem, tega life je tako, ful je zanimiv, no. A veš, ne povej, kaj si rekel, očka si ratov. Kako zdaj ti to, imaš zaposlenih 13, imaš ogromno odgovornosti, meni se zdi, da imaš ogromno nekega stresa, ne vem, kako se s tem soočaš, ampak imaš pa zraven še otroka. A ti je to glih ta protivtež? A kako si to zdaj vse, kako ti to laufa? Ja, moram priznati, kot vsak mladi starš, da se učim iz dneva v dan in tle definitivno nimam vseh stvari figured out. Kar imam pač zelo veliko srečo je, da ima Mateo ljubečo mamo, oziroma da je pač moja žena Nastja pač res super mama, kar ji večkrat povem, pa mi ne verjamem, ampak je res super in mu pač da vso to ljubezen, ki jo pač dojenček 4-mesečni rab. Jaz sem pa pač foter, ki prije domov ob 4-5 popoldne in ki prijem domov, mislim, če je ena stvar, na katero sem ponosen, je to, da res, ki prijem domov, jaz telefon izklopim. Jaz ne gledam mailov, ne odgovarjam na message, jaz sem tam s tamalim. Sicer pol pač mi Nastja vedno reče, ja, pa si narobe z njemu naredil, pa. Ampak sem vsaj mentalno tam, pa se pač trudim po svojih 40 moških najboljših močeh. In ja, mi je to obrnil urnike, se zaradi tega včasih pač po noč absolutno zbudim, ne morem nazaj naspati, pač ta spalni ritem je mal drugačen, ampak pač vseeno, mi sva z Nastjo otroka načrtovala, delala sva na njemu kar nekaj časa, želela sva si ga in pač mislim, bože, potrpela to leto, dve, da se... Koliko je star zdaj? 4 mesece. Filip, koliko je tvoj sin star? Veš, to sinhronost. To je to, Filip. Veš, ko sem ga dobro obrnil zdaj. Ja, ampak a veš, ja, no, si rekel, omenil si svojo ženo.
Ja. Ona je tudi podjetnica. Slišal sem že za njo, vem, da ima spletno trgovino, pa vem, da hara že nekaj časa. A si se ti zaljubil v to njeno, bom rekel, pa ne rekel uspeh, ampak to neko mogoče, da si hotel tako ženo? Ja, pač jaz sem, to je spet ena funny story, ki bodo vsi, mislim, ki bo marsikdo mislil, fuck Filip, ti si bizaren, ampak jaz sem, ne vem, do 23, če se zdaj neko sem sploh star, ne vem, do 24, sorry, do 22, 23 leta jaz nikoli nisem imel kakšne blazne resne punce, torej punce, s katero bi bil več kot pol leta. Nisem imel nikoli. Imel sem pač občasne punce, bla, bla, ampak pač resne neke zveze nikoli. In pa sem jaz pri 23, takrat mislim, da sem najemal, ali 22, takrat mislim, sem najemal neko stanovanje tam nekje na Dunajski. In 6 kvadratov je bilo in tako na neki točki sem se prav, fuck, to je pa zdaj malo preveč prazen life, oziroma jaz mislim, da pač, ne vem, si zaslužim najti nekoga ali pa pač, da, ne vem, pač, da lahko z nekom ustvaram nekaj skupaj. In takrat sem vzel list papirja, nazaj na ciljno usmerjen, in sem pač napisal 2 strani bullet pointov, kaj hočem. Okay. Ker sem slišal veliko zgodb o tem, kako nekdo, mislim, kako pač ljudje ne dobijo svojega sanjskega partnerja, zato ker pač sploh ne vejo, kaj hočejo. Jaz sem si pa točno zdefiniral. Stara mora biti, zelo grdo, ampak stara mora biti toliko pa toliko, visoka toliko pa toliko, delati mora to pa to, na Instagramu mora biti to pa to, vrednote mora biti to pa to, mislim tako, res, mislim, detajli so šli toliko v bizarnost, da si to toliko privlačil. Ne, mislim, to ja, ampak tako, recimo en detajl je gledala vseh 10 sezon Friendsov. Mislim, hvala Bogu. Ne, mislim, in od vseh unih bulletov, edina stvar, ki je Nastja ni imela, je, da ni gledala 10 sezon. Gledala je 4 sezone, pa je rekla, da je neki file izgubila. Skvač je res dober. Koliko zdaj ti Friendse? Trikrat, mislim, 3 sem šel čez cel krog. Vsake 10 let skoraj, ne. Ja, ok, dej, ki sem te prekinil. Ja, in jaz si ta seznam napišem, in pride in pač na ključu spoznam Nastjo, greja na kosilo, se ujameva in pol je bilo seveda tako, da ona je pa prišla takrat iz 3 preteklih dolgoročnih zvez, mislim pač ne istočasno, pardon Nastja, iz 3 zvez, ki so pač dolgo trajale, ampak se niso v nič resnega razvile. In ona je bila v bistvu vsaj skozi moje oči pretty unsure, glede pač mene, glede vsega, pač vsem sem 6 let mlajši od nje, ampak ker sem jaz po unem prvem najenem, prvič, ko sem se videla, prvič itak sem čutil tisto, kar sem čutil, ampak druga stvar, poleg tega, kar sem čutil, sem šel tudi skozi racionalo, pa sem vzel list papirja, Tako na zmenku, čak samo. Zdela Frence. In sem rekel, to je to, in v bistvu potem, jaz mislim, da v uni fazi, ko ona ni čist bila zihara, to bo to, pač jaz sem bil sam pri sebi zihar, pač to je to sem iskal, gremo, jaz sva imela veliko neskladi, še zdaj jih imava. Mislim, se to ima vsak par. Ja, ampak pač, lej, čutva se intelektualno, sva na isti valovni, sicer res ne vem, kaj si ona želela, ampak dajmo reči, da si je želela nekaj tazga, kar jaz imam. In ja, pač to je to, poročila sva se pa zelo hitro pač dobila otroka. Jaz sem načeloma to vedel, ne, ker pač logično, to je bilo nekaj, kar če bi bilo po moje, če bi bilo po moje, ali pa v sklopu moje neke prizme. Ni bila moja ideja, da se poročim pri 25, pa ni bila moja ideja, da pač pri 26. Ampak enostavno, če pač sem dobil nekoga, ki je pač čez toliko zvez šel, pa nekoga, ki je pač v teh letih, je meni jasno, lej, ok, meni se ne mudi, tebi se mogoče že malo mudi in konc koncev, če si oba želiva otroka, pa če si ga želiva slej ali pa prej, dobro, zakaj bi pol odlašala, da je to narediti zdaj. In sva pol je dejansko šlo vse hitro, no, pri nama. A videl poslovno, kje sodelujete? Zato, ker je taka dva močna zdaj karakterja, mogoče pa, bom rekel, poslovno vsak dokaj recimo na svojemu branži prodaja marketing, ampak ali imate kaj to kriskosa, ste rekla, se ima že doma, ne vem. Ja, torej Nastina želja, ena izmed prvih stvari, ki mu je rekla v fazi unga, da ima reč prvomesečnega spoznavanja, je bila, Filip, jaz nikoli nočem iti v biznis s tabo.
To je ona rekla in dejansko je prav, da je to rekla in se mi zdi pametno, da je to rekla, ker so oba zelo močna karakterja in bi se verjetno pobila, oziroma že zdaj, ker mora pač, mislim, neko nalogo doma narediti, se pobijeva, mislim pač, gre vsak neki v svojo smer, pač vsak je zelo trmast. In dejansko edina stvar, ki jo delamo skupaj, mislim, v preteklosti sem malo več delal, ampak zdaj en zelo majhen del marketinga za njen brand delamo, ampak sva z nas tako organizirala, da operativno je na njihovi strani neka druga kontaktna oseba in na naši strani kontaktna oseba nisem jaz in se dejansko, razen tega, se morava enkrat na leto z nas zmeniti o tem, koliko bodo oni nam plačali, pa takrat je pač kriza, ampak razen unga se z nas o tem ne pogovarjava in sva probala tako nekako vseeno stvar ta nek prostor med nama oziroma ločiti, da ne mešava še pol tega, ker mislim, Biznis pa kri, bi bilo preveč, ja. Ja, po mojem, da je bilo preveč. Zdaj, če bi še, jaz se tudi ne znam predstavljati, da imaš ženo preveč. Ja, mislim, enim rata, to sem se glih z enim, oziroma mi je en razlagal, pač kako 1-2 ful dobro delata skupaj. Ja, ste Tok in Tom naredili, se to mislim, ne vem, pa, mislim, unmu karata, ne rata, pač jaz sem, midva z nas so se tako odločili, da če so čez 10 let to spremenili, ne vem, ampak zaenkrat pač tako je. Tvoja ekipa, koliko si rekel, što je ljudi? Mislim, da smo zdaj 13 plus jaz. Mislim, vem, 13 plus jaz, ja. Kako si vse ti karakterje okoli sebe nabral nasploh, da si, ker po mojem je to ful pomembno, ne? Ja, a si ti kakšen kolektivni šport igral? Ja, vse živo, ja. Vse živo. Okay. Ja. No, in tam je tudi tako, da je pač ekipa, ne? In imaš take karakterje in je treba stvari uskladiti. In zelo podobno je tukaj. In dejansko mi smo, in to pač, sem kdorkoli nas res podrobno spremlja, to ve, mi smo veliko kadra v preteklosti menjali. Ker enostavno ni bil, a se jaz z njemu nisem ujel, a se on z mano ni ujel, a se on z ekipo ni ujel, a se ona z ekipo ni ujela, ali ona nekaj drugega razmišljala. In dejansko smo toliko časa iskali pravi kader, oziroma smo pač imeli kar hud v smislu, pač, če se mi po 3-6 mesecih ne čutimo, bož, da gremo vsak v svojo smer, ker pač mislim, če že skupaj delamo, pol je fajn, da se imamo fajn, pa da, mislim, tako, kaj vidva, pač se vidva se super razumeta in zato še pač... predober, da je. Ja, in zato skupaj delata, mislim, pa sam, a ne tako, kaj si ti najdo Filipa, urejo, če bi pol naslednjega dodal, pač naslednji mora biti fit z vama, in pač greš. Jaz mislim, da mi zato, da smo zdaj dobili to ekipo 13, mi mislim, da smo jih zaposlili, oziroma pač zdaj, recimo 3 let nazaj do danes, da smo zaposlili vse skupaj 24 ljudi, torej, oziroma pač smo začeli delati. Torej 12 ljudi je začel delati, ne dela več z nami, ampak teh zdaj 13, ki pa je, so pa res srčki, res smo se ujeli med sabo. Pa tudi dejansko, mislim tako, ja, ampak je pa umetnost in dejansko se, mislim, tudi, ko imaš enkrat zgrajena, veš, pa mislim, sem pa pač pol neke drame, pa jih pač rešuješ, vse to zdaj ni nič tazga, ne. Ja, mislim, po mojem imate kar burno, ne, če ste vsi tudi, ali si ti približno z leti ste tam, ali kako? Ja, dobro vprašanje, jaz sem star 27, in zdaj je ful zabavno, ker smo začeli, dajmo reči, 6% ekipe je toliko starih, kot jaz, 40% ekipe je starejših. In dejansko, torej, ne vem, torej unike so starejši, so med 30 pa 40, zdaj smo pa prvič zaposlili Dejana, Dejan je pa v bistvu nad 40 star. So prvo vprašanje, ki je Dejan prišel k nam, mislim, prvi še bil tako, zdaj mi bil čuden feeling, mogoče na začetku, ampak jaz sem ga vprašal, Dejan. To je prvo vprašanje na job intervju, se to sploh ne vem, če lahko vprašam, ampak jaz sem ga pač vprašal, Dejan, daj mi najprej povej, a boš ti imel kakšen problem, če sem jaz od tebe praktično 20 let mlajši, pa pač, če ti bom vseeno mogel v sklopu tega, ker sem direktor, pač nekaj povedati, ali te nekam poslati, ali se nekaj s tabo uskladiti. Je rekel, Filip, ni problema, jaz rad delam z mladimi, vedno sem rad delal z mladimi. In tudi dejansko, pok smo ga spoznali. Smo videli, letno, si 40, ja. Ja. Ampak, mislim, no, to je skoraj 20 let, mislim, to je 15... Ne, to so druge generacije, se že to, ja, veš, mindset je, mislim, mindset, druge generacije. Druge, ampak, smo pač... Jaz vedno, ko nekoga zaposlujem, postavim res una težka vprašanja. Zdaj smo eno punco, oziroma jo imamo, pa top oseba. Ampak ona je prišla k nam in je rekla, da jaz imam službo. Imam službo v javni upravi, ne bom zdaj povedal, ali je bila policajka, ali reševalka, ali gasilka, ampak nekaj od tega je bila, v redu job je imela.
Prvo vprašanje sem rekel, ok, daj mi ti prosim, zakaj bi ti zdaj postila job, ki ga imaš tam, da bi prišla sem delati? Za manjšo plačo. Ker njena starting plača pri nam je bila manjša. Seveda, dokaž se. Ja, ampak je rekla, mislim, mi je pač dala argumente, vedela je, zakaj je to delala, odločitev je bila 100% racionalna, vedela je, da prihaja k nam zato, ker pač išče priložnost, ker išče career change, ker išče nek mentorship. In je cool, samo v bistvu tle je res, jaz mislim, da pri odnosih, če zdaj malo zaokrožam, da je res pomembno, da vprašaš, kdaj je una težka vprašanja, ki imaš mogoče cmok v grlu, prej jih vprašaš. Zadnjič sva šla z Nastjo na večerjo in sem glih na Instagramu nek briljanten post najdel, ne vem, top 5 najbolj takih edgy vprašanj, ki jih lahko vprašaš partnerja. In mi greva tkaj na kosilo, jo pelem v Divino in sem rekel, zdaj, če sva že tle, in sem pač vprašal unih 5 vprašanj, ki pač jih ponovadi moški niti noče vprašati, ampak pač sva šla in zato, ker pač daš dobro vprašanje, potem dobiš dober odgovor in ko dobiš dober odgovor, potem lahko dejansko pač z tega nekako improvaš svojo zvezo, seveda, če imaš na drugi strani nekoga, ki ti iskreno odgovori. No. In ja, mislim, da pri teh odnosih je ključno, oziroma vsaj to, kar je mene vedno rešvalo, ko sem začutil, da je neka tenzija v zraku, ali ko sem začutil, da je nekaj, o čemer bi se mogli pogovoriti, pa vsak se malo noče pogovoriti, sem jaz vedno idiot, ki pač, ok, zdaj mi pa povej, 3 dni me že grdo gledaš, zakaj? Ja, kaj je? Kaj je? Kaj imaš musel faco? Ja. In to mislim, da poda reši marsikaj odnos. Sicer je v unem momentu pogovora malo neprijetno, ker pač postaviš neprijetno vprašanje, ampak na dolgi rok je pa to prav. Ja, tudi izlečeš pa lahko pristnostan. A veš, ker isto je, zdaj, ko sem bil v Kamerunu, sem enega tam malega vprašal, vem, da je težko v smrti govoriti, ne mu bilo ful, a veš, in da je izgubil lih pred kratkim očeta in sem rekel, pač, da njega mi prav da njega tu sprašvata, veš, kaj je to. Tako ne, to ga vprašal. Tako, ja. Ne, stari, to ga, vse mi je bilo meni tudi gadno, no, sem tega to vprašal, zato, ker boš dobil ven to, kar želiš od človeka, da ga lahko prisilaš, ampak ker so lih pri tvojih zaposlenih, ne, pa kazik to gleda, ker mora zdaj gledati. Dajmo jih malo, ne. A ti v glavnem za njih v prihodnosti tako, kje vidiš tvoje zaposlene, tako, da zrastejo, a veš, kakšen bo verjetno šel ven, kakšen bo naredil svojo marketinško agencijo, kako se ti s tem, a veš, ker 13 ljudi držati vedno 3/4, to je kar težko. Ja, v bistvu tle zdaj spoznavam, koliko težko nalogo so imeli trenerji, recimo, ko so mene v košarki trenirali. Pač veš, je tam tudi 12 igralcev. In dejansko stvar, ki sem jaz ugotovil, je seveda, da ja, nekateri bodo šli, nekateri se bodo preselili, nekateri se bodo zaljubili v Kamerunca, pa šli v Kamerun, pač ne, life happens. Ampak kar je na meni, kot na direktorju, je prvič to, da jim dajem priložnosti. Torej, moja glavna naloga je, da firma gre naprej, ne da gre naprej 2% na leto, ker je pač to je pa tudi z vidika klime pa vsega boring, ampak da je nek excitement v firmi, da firma zraste, ne vem, od 20 do 100% vsako leto, da se dogaja, da se premika, mislim, se v teh fazah, recimo do prvih 4-5 milijonov, to ni toliko, oziroma je to zelo izvedljivo, posebej ta, mislim, pol problem rata pri večjih številkah ponavadi. Ampak ja, torej, da jaz enostavno ustvarjam toliko enega momentuma, da se za njih pojavljajo vedno nove priložnosti, da jim pač enostavno ne postane dolg čas. Ker vsem to je mlada firma, to je moderna firma in jaz sem tukaj zato, da jim pač dajem skozi neke nove challenge, zato da se lahko tudi oni razvijajo. Ker mislim, mi se v firmi pogovarjamo o enih stvarih, ki se veliko ljudi ne pogovarja, pač jaz sem skozi težim. Naprimer, kaj je tako? Več morate zaslužiti. Mislim, zakaj bi šef rekel svojim zaposlenim, več mora zaslužiti? Ja, zato, ker mislim, okay, več morate zaslužiti, ampak to ne pomeni, da ste zdaj tle 3 leta, pa da vam bom dal jaz zato, ker ste 3 leta zvesti bonus. Ne, tole lahko narediš, tle imamo en ekstra projekt, tam lahko nekaj zrihtaš, tole skomuniciri, tle lahko dobiš ta bonus. Dej zasluž več, ker verjamem, da je ful razlika živeti recimo v Sloveniji na pamet bom rekel, na 1300 evrov mesečnega neto izplačila, ali pa na 1800, ali pa med 1800 pa 2400, to je drug lifestyle. In zaposleni nikoli niso strošek. Mislim, strošek so samo takrat, ko imaš lenga zaposlenega, ko vse narobe naredi, ko ti spije veliko krvi
tisto je strošek, ampak produktiven zaposleni. Tudi če ga plačaš 2 jurja na mesec, 2 jurja pa pol na mesec, vse ga plačaš 2 jurja pa pol na mesec, to, kar ti naredi 7 jurjev dodane vrednosti na drugi strani. In je cool. In tle v bistvu samo, torej pač v takih stvarih se pogovarjamo. V bistvu smo transparentna firma, torej dejansko zdaj, ki je bil zaključek prvega kvartala, naši zaposleni in zunani sodelavci in pač vsi, ki sestavljajo tim, so vedeli, koliko smo mi imeli profita v prvem kvartalu. Torej pač transparency. Kle imaš, jasno je, ne skrivam nič. Ja, pa tudi povem ti, zakaj imam tak profit, pa povem ti, kaj bom kot firma s tem profitom naredil. In torej so neke, dajmo temu reči, moderne dinamike, ki jih spet nima toliko veliko ljudi v Sloveniji in se mi zdi to cool in mislim, da je tudi to ljudem, ki sestavljajo naš kolektiv cool. Je tudi kakšna stvar, ki jim pač ni cool, ne, absolutno, zato ker dejstvo pa je, da jaz pač imam visoke standarde. Prvič imam visoke standarde zase in če imam visoke standarde pač zase, bom imel tudi visoke standarde zate. Zdaj sem kao ti s tem naredil, ne vem, ampak če si po domače se prišel k nam zato, da se tle neki svalkaš, sorry, mi se premikamo naprej, nekam hočemo iti, pejce drgam svalkati. Zelo grdo rečeno. Ja, mislim, upam pa, da bomo enkrat tako velika firma, kot Microsoft, ki lahko imaš 40,000 ljudi, ki ne ve, kva dela, pa imaš toliko denarja, da ti vse en pa hodil v džinskah, kot Steve Jobs, pa te TEDx scene. Ja. Filip Pesek. Ti si bil na TEDxu, gledal sem pred intervjujem sem gledal tvoj TEDx, tako mi je bil všeč. Ja, kar že kar cajta nazaj, tako dokle na planini. Ja, mislim, ta ideologija, ki se mi tam pač dela, je to, česar drugi ne, oziroma kar drugi ne, ker v bistvu ni najbolj pravilen, slovensk je, ampak pogovorno. Kran. Kran je vse dovolj. Je pač, izviram iz tega, to ful verjamem. Ful verjamem v to, da dejansko moraš, pa ne moraš, zdaj moraš pa, veš, zdaj moraš pa nekaj najti, zdaj moraš pa toplo vodo, zdaj moraš pa ampak da dejansko se izražaš skozi to ideologijo, da probaš vedno novo iskati nove stvari. Ker mene, veš, pa nočem zdaj zveneti res naduvan tipa, ne. Kar bove. Ampak mene ta, veš, prvi za mene to hajpa. Pa ne zakaj, ampak veš, prvo smo to naredili. Tudi recimo, ki je bil gospod Štremfal, prvi na Monte Everestu, prvi Slovenec na Monte Everestu. To je meni taka dobra ideja, da ne zakaj. Ja, veš, ta ogenj, ki ga imaš ustvarjalci, ki ga imamo vsi ustvarjalci noter, mi ga kar nekako še ojača. Čeprav mi ni zdaj pomemben, da sem ful tekmovala, itak, ful, preveč verjetno, ampak ta misel na to, da narediš nekaj, kar še noben ni naredil, pa da s tem lahko dobesedno vplivaš na nekoga ali pa zaslužiš kaj zraven, to me navdaja. Dobesedno. Ja. Dobar je. Ne, pač prvi je biti dejansko najtežji, ampak pač nek fulfillment v tem je pa absolutno... Ja. Zakaj ne? Zakaj ne jaz? Zakaj pa ne, ja. Ja, a veš. To je res. Ja, kje so ti vstavil sploh? Se vem, da zdaj to pač, Ne, ful ne razmišljam. Se imaš žetno, 211 milijonov. Ja, ne vem kva, ja. Mislim, ful ne razmišljam o tem, da bi se vstavil in zdaj, bomo vedeli, kako se od stvari obrnile, ampak jaz res uživam v tem, kar delam, uživam v tem, kar pač razvijam sebe, kar razvijam firmo, kar sem pač lahko znotraj tega kreativen. In se ne razmišljam, kje se bom ustavil. Jaz imam neko, oziroma pač prva stvar, ki jo imamo napisano v firmi, tam na eni izmed unih tabel je, da je pač naš dolgoročni cilj, da postanemo ena izmed top 10 marketinških ekip na svetu all time. Torej, da pač dejansko postavimo nek legacy. Mislim, ti tako govoriš, ti to res verjameš, stari. Ja, ampak zdaj, velika verjetnost je, da do tega ne bomo prišli, ampak če vsaj ciljamo na to, mislim, bomo vsaj probali, če drugega ne. Pa mogoče ne bomo prišli med top 10, bomo prišli med top 50, ne? Ampak če imaš pa ti že v osnovi nek pač tak relativno neinspirativen cilj, prvič ne bo tebe inspiriral, drugič ne bo drugič inspiriral, pač brez veze. Tako jaz sem tle malo domišljal, pa vem, da me to tudi velikrat, oziroma sem pač tle že velikrat naredil napako, ker jaz sem včasih preambiciozen in pa znam zaklati sam sebe ali pa svoje urnike pa te stvari, ne, ampak ti ne rata proba še enkrat, jaz v tem milijonu govorim že 3 leta, da bomo ta milijon naredili, ampak vsak let smo bližji. Koliko je to močno, da ti to javno poveš?
ful, A ne? zdaj sam ne vem, mislim, močno. Govorimo o tem, se pravi, veš, nekateri držijo zase, pa govorijo o krogu, a veš, nekateri pa govorimo javno, ker jaz sem tudi taka. Jaz bom to pa to naredil, to pa to bom naredil, to pa to. Jaz mislim, da je ful večja moč. Če ti drugim daješ to, da imaš nase en pritisk daješ non stop. Absolutno. To je bil recimo najboljši nasvet za dosego svojega cilja je, da ja, pač nekaj, kar se želiš, napišeš na Facebook, pa spodaj v komentarju označiš svojo bivšo. Mislim, ker pa imaš toliko tega driva, toliko tega outside pressurja, da mater vola, da se potrudiš. Dobro. In mislim, ja, pa mislim, nas cel brand deluje na ta način, da smo zelo transparentni in mislim pač, da jaz, če imam ta cilj, mislim, ok, mislim, zakaj ga ne bi, zakaj pa ne? Ja. Deva še malo samo kontenta, narediti. Kaj danes današnja podjetja, bomo rekli, ali pa mikropodjetja, podjetniki, samozaposleni, česa jim primanjkuje, kakšni tipi ljudi do tebe hodijo, kaj si najbolj opazil, da nam primanjkuje, da jim primanjkuje v nekih podjetjih, brandih? Full basic stvar, pa se bo dejansko vrnila pač nazaj na ono, kar sva prej govorila, pa mogoče bom seveda upam, da bom še temu kaj dodal. Pač full podjetij ima problem, ker ne vejo, kva bi radi. Pač tako, full basic, ampak pač, ja, pa sem zdaj v biznisu že 10 let, pa se ujamejo v nek krog jamranja. Mislim, kakorkoli ti hočem dati tehnično-mehanski nasvet, je pred tem tehnično-mehanskim nasvetom ali pa strategijo ali trikom ali taktiko, pred tem je ta mindset. In ne vem, eni pol, ja, to je motivacija, nima to veze z motivacijo, sam pač, če ti kot business owner, mali podjetnik, pač ne veš, za kva si tam, kva bi rad naredil, kva te driva, kaj hočeš narediti, ti lahko da jaz ne vem, kjero strategijo, pa bo šla tle noter, tle ven. Ne? Zdaj drugače pa na tem strateškem področju, mislim, polka se enkrat odločiš, da bi rad pač torej šel naprej, se razvijal, pol je vse ostalo pretty basic, oziroma pol spet gremo, ne, marketing 1:1. Ja, to malo razloži 1:1 za poslušalce. Ja, mislim, pač če ne boš investiral v oglaševanje, v prepoznavnost, v branding, v video content, v karkoli, kar lahko danes ali na traditional media ali pa na social media delaš, je tvoj edini način, da se širiš da pobiraš priporočila od ust do ust. Ne? Torej, če ti ne boš proaktivno marketiral sebe in svoje storitve, je edini način, da se širiš da čakaš na priporočila od ust do ust. Kar je super. Pač, okay, torej imaš očitno dobro storitev, produkt, ljudje te imajo radi, zato te priporočajo. Ampak ta priporočila imajo več problemov. Prvič, so zelo nepredvidljiva. Ne moreš jih kontrolirati. Jaz ne moram reči, jaz bi pa jutri reči 6 priporočil. Ne moram. Ne moram jaz jutri reči 6 priporočil. Ne moram. Pač, ki se bodo zgodila, ki se bodo zgodila. Pol enkrat so, poleti jih ni, pol enkrat mogoče si neki nehote zasrl, pa priješ na slab glas. Pač mislim, to je nekaj, kar ti ne da kontrole nad tvojim, torej te postavi v bistvu v pasivno vlogo. Torej, ja, jaz sem zdaj tukaj, imam biznis in čakam, da dobim priporočila. Mislim, to je zelo pasivna vloga. In torej, že tle ta mindset shift, ok, v redu, dej, sej super, še naprej dobivaj priporočila, tudi mi jih, absolutno, ampak dej na to dodej zdaj nek marketing nekaj. Pa problem, ko govorimo o marketingu, recimo, sta dva. Mislim, problemov je več, no, ampak ključna. Ja, ključna. Ja. Recimo, prvi je po mojem mnenju ta, da podjetja investirajo denar v nek marketing in potem v bistvu imajo zadnji podrt prodajni proces. Recimo ti si pač delaš video storitve in bi dal ven oglase, in ki pač promovirajo ali tvoje končne izdelke ali nekaj in v bistvu pa bi na koncu oglas napisal, hej, če hoče tudi video, me poklič. In posti na ta telefon ne bi javilo. Mislim, to je tako banalno. Ja. Ali pa bi se javilo pijan, ali pa nezainteresiran, ali pa tako, da ne bi znal postaviti pravih vprašanj in si vrgo polhal enega denarja v marketing in zato, ker je zadnji tvoj, temu se reče, prodajni proces neoptimalen, ti kaj dosti ne pomaga. Tako da dejansko prva stvar, kar jo mi opažamo, je
da pač ful podjetij ima rezervo o tem prodajnem procesu. Ne vem, kako sprejemajo klice, kako vodijo sestanke, kako se pogajajo za cene, kako v bistvu bazi, ki jo že imajo, ne znajo prodati več storitev, pa bi jim lahko. Torej, to je neka zlata rezerva, torej ta prodajni proces. Drugi problem, kar se tiče marketinga, je pa dejansko to, spet neka mogoče mindset ideja. Ljudje ful razmišljajo, ok, bom pa zdaj naredil eno kampanjo. Kar je boljš kot nič, super, naredi kampanjo. Sam, če tako res dolgoročno razmišljaš, ti ne rabiš kampanje, ti rabiš marketinške, dajmo reči, sisteme. Torej, rabiš neke predvidljive ali spletne lijake, ali neke affiliate povezave. Mislim, torej, rabiš nekaj, kar bo stalno aktivno, ker kampanja je aktivna od danes, božična kampanja je aktivna od danes do čez 3 tedne. Kaj pa pol, kaj je božič, pa kaj konc te kampanje, pa spet nimaš nič. Torej, rabiš nekaj, kar na ongoing bazi promovira tvoje podjetje. Ali so to e-mailingi, ali so to pač Facebook oglasi, ali so to neki članki, ki so dobro na Google rangirani. Torej ta mindset težava, da ljudje ne razmišljajo dost o sistemih, ampak da pač kampanja, ki jo je pa zelo hitro konc. Kam pa misliš, da gre marketing? A veš, če gledamo recimo, ne vem, Grki stari ali neki, ne vem. Ja, ampak recimo, vse oni tudi takrat so mogli imeti marketing za neko. Vse marketing je v bistvu prodajanje nečesa svoje ideje oziroma pripričevanje, da je to. Kam misliš, da gre zdaj ta stvar? Ne? Ker ti si lih ta generacija, ki je v bistvu nek pionir mogoče tega, bom rekel, oglaševanja na Facebooku, Instagramu, kakorkoli. Kam ti to zdaj misliš, da to vse šlo? Kam čip v glavo, pa sam naloadal filipesek.com. Hvala za mention spet strani. Ja. Dobro. Jaz v te radikalne, mislim, da je šlo to nekam v ekstrem, ne verjamem. Čeprav po drugi strani, če 30 let nazaj mojega fadra vprašamo, kdaj imel tako stvar, kot je ta telefon, bi tudi rekel ne. Tako da, ti ne znam čisto točno povedati, je pa dejstvo, da je v bistvu glavna spet težava danes ta, da je marketing postal preveč dostopen. Torej včasih edini način, da si oglaševal, je bilo, da si imel dejansko kar orang cash in da si pač kupil ali jumbo plakate, ali TV oglase, ali pa pač nekaj radio, verjetno. Ja, radio tiskani mediji. Ja, in recimo buta srečeno, ampak nek malar iz spodne besnice pač ni imel financ oziroma kapitala, da bi se to oglaševanje lahko šel. In so se pač oglaševanje lahko šli samo pač tisti najboljši, pa dajmo reči, da so kakor toliko legitimne marketinške kampanje sestavljali in to je bilo to. Torej, prvič ni bilo zasičenosti na strani potrošnika, ker pač, oziroma je bila ta zasičenost dosti manjša, danes pa kar se je zgodilo, pa to, da je marketing postal preveč dostopen. Torej, danes lahko kdorkoli, jaz, ti, Filip, gre na Facebook, v svoj Facebook account unese tam neko kreditno kartico in on lahko čez 5 minut zažene svoje Facebook oglase, ki lahko prodajo ali največji šit na svetu ali pa najboljšo stvar. In zaradi tega, ker pa posebej s tem dropshippingom, pa s temi izdelki čudežnimi iz Kitajske, pa to, dejansko je marketing zaradi te ful široke dostopnosti prišel na slab glas, ker pač sicer ne hote, ampak veliko ljudi, ki je pač štartali neke biznise ali pa pač imeli celo neke ideje ali pa produkte, ki so bili v sivi coni, s tem so pač zasičali Facebook in tudi dejansko potem potrošnik na drugi strani, ker je imel unpleasant uporabniško izkušnjo, se je zdaj barijera potrošnikov, ki so pač v zadnjih časih bombardirani s tolikimi ponudbami, pa tudi tolikimi ponudbami, ki niso transparentno skomunicirane, pa so mogoče pač dejansko zavajajoče, ker imajo potrošniki vedno več negativnih izkušenj, pa ki so bolj zasičeni, je ta njihova barijera višja, kar pomeni, da traja ful dlje časa danes, da zgradiš neko zaupanje, kar pomeni, da tista neka ideja, ker recimo leta 1980, po mojem, če nekdo videl tvoj oglas v Cajtangu, če mi je bil všeč, te poklical. Danes, če te ne vidi 7-krat, 10-krat, pač... Prav verjameš v to, da si non-stop in your face. Pisa, sam res, jaz sem tebe tudi skozi gledal, prav na živce sem šel, res. Ja. Res. Ampak pa šel pa, kar povej naprej. Pa ti pes pojo. Ne, kam sem šel? A sem šel v ono drugo fazo, pa rekel, Ja, pa sem pa rekel, pizda, kdo je to, a veš? Kdo je to, pa nekako začneš gledati in nekako ti si čez, ško si ti to zapelo? Ti si to v bistvu čez svoje rezultate, nekako čez celo to tvojo podobo, brand, personal brand, ker ti si personal brand. Sem. Ja, tudi tvoja cela agencija sloni na ta tep. Tako. Nekako si dokazal folko. Oziroma si jim dal vedeti,
ker pač imaš zaposlene, imaš ti, pa nekaj mora biti na temo. Ja. A veš, neki pizda, kaj pa če je res pizda. A ne, sorry. Ja. In potem, ko človek gre pogledat, ko človek gleda, ko človek začne slišati, pa reče, mogoče mu pa res uspel. Ampak kaj Slovenci smo taki nevošljivi. In mislim, da je enostavno ti, ki si prišel na ta trg že takrat, da je bilo mogoče za nekatere to preveč novo. To je meni jasno. Ja, a veš, in da so se mogoče ljudje dig zaradi tega, ker ogledalo kritiko je najlažje povedati, ja, meni gre ta na živce, zakaj pa ti gre na živce? Dej, prase, zakaj ti gre na živce. Ne? A veš, ti si res to zbombardiral na nek tak ustrajen, pa ne bi rekel ustrajen. Sam je bil ustrajen. Ja, ampak ni, a veš, spet je meja, da si dosadan, pa je meja, da se pojavljaš. Veš kaj je? A veš, spet nisi bil zdaj dosadan, a veš. Ja, mislim, teb nisem bil. Ta Žan ne krepa, ta tip, ta je dosadan do konca. A veš, on je šel čez to mejo, a ne? A veš. Ja, ampak zdaj pazi. Tako, da je pa hudo, to mu zrezal na Instagram. Pa ja, pa si na nešto dnevno, ampak pač dosadan. Ja, ampak zdaj to. Če se Žan ne krep naslednja 4 leta še vedno pojavlja, pa če boš okrog Žana ne krepa, kljub temu, da je dosadan, videl, da se nekaj dogaja, pa da je tam zadnji firma 15 zaposlenih. Slej, ko prej boš rekel... Mu verjel. Mislim, mogoče ne verjel, ampak boš vsaj rekel, ok, bom pogledal. Zdaj sem šel pogledal. Ja, no, ok, urejo, zdaj še ne. Sej tudi recimo nekdo, ki je mene začel spremljati, takrat sem bil star 22, je tudi rekel, ok, grem pogledat. Ampak, a veš, sej tako je, kot sem rekel, je pač cikl. Če sem jaz zdaj torej tam pač prisoten, mogoče pa čez 3 leta mi daš, recimo ti kot bivši hejter, pač kakor hočeš temu reči. Mislim, no, pač... Jaz načeloma nisem hejter, nikoli bil. Ja. Ampak pač tako, nekdo, ki ti pač nisem bil čisto 100% cool, saj se pač čas gremim, mogoče, če sem dovolj aktiven, dobim še eno priložnost od tebe. In tukaj je zdaj samo treba skomunicirati, oziroma vsi, ki so vam, mislim, vse tudi jaz imam ljudi, ki so meni dosadni, ampak torej dosadan ne postaneš takrat, ko si preveč pogost, ampak dosadan ponovadi postaneš takrat, ko nisi kreativen znotraj tega procesa, kaj delaš ti v tej svoji pogostosti. Torej, če skozi vrtiš... Drop the mic. Skozi lepo povedal, drugače. Zdaj si prav povedal to sceno. Točno to. Dosadan si takrat, ko nisi preveč kreativen, pa se prečkrat pojavljaš. Ponavljaš. Ponavljaš. Ja. Ponavljaš. V bistvu, ja. Ponavljaš, a veš, ker če ti mene, če ti mene vidiš enkrat kot Filipa v Superman obleki, pol enkrat, takrat, ko z Blažom Babičem neke fore delava, pa ima neke smešne klipe. Torej, in tle dejansko največji saver vsakega brenda je humor. Če znaš to upeljati v svoje... Humor itak pa zgodbe, to obvladaš. Torej storytelling pa humor. Oziroma, če lahko združiš humor in storytelling, si zmagal. Ker jaz enkrat z nekim svojim videom, ko me nekdo vidi, spet ta in pogleda 10 sekund. Ja, in morata simpatičen. Takrat, ko on naredi haha, takrat pade njegova barijera. Takrat, mislim, ne pomeni to, da bo on tisti dan nekaj kupil, ampak takrat si naredil preskok, ki mi je on zdaj dal priložnost, zdaj me je spustil zraven, zdaj je pa samo še stvar, pač kolikrat me je videl, pa v katerem življenjskem ciklu je, in pač, ja, no, mislim, zelo taka umetnost in jaz se zavedam, da kljub temu, da dajmo reči, da smo mi postali zelo kreativni v tej naši pogostosti, jaz se zavedam, da je v Sloveniji še vedno veliko ljudi, ki čaka, pizda, ok, ima 13 zaposlenih, sam nam verjel 26 mora imeti. Ampak, sej ti, mislim, sej jaz ne živim zdaj za une ljudi, pa jaz ne sanjam zdaj teh ljudi, ki me pač nimajo radi. Eni me nimajo radi, to je del tega, da si javno prepoznana osebnost. Sam to je dober. Ja, je dober, ja. To je reč dober, ne? Ja. Zato, ker tudi, če se govori o tebi, recimo, če nekdo govori, pa recimo, ne vem, da poznam res hejterjev, ker sem v družbi prvakov, vedno. In res sem, pač vsi moji kolegi so, bom rekel, nadpoprečno uspešni ali pa saj ta moj zaprt krog. In res nismo hejteri, nikoli nismo bili hejteri.
Ampak ljudje pa so taki, a veš, in ko se oni začnejo to razlagati, tega, tudi to je reklama na koncu. Ja. Veš, to te poje naprej busta, to te prebusta. Zdaj se lik spomnim enkrat, vem, da si imel jumbo plakat. Vem. Jumbo plakat. Veš, to je tudi razmišljam, ne, ampak a veš. Ja, Ej, pa drugače, nareda, ker je v bistvu stvar ful pocen. ja. Pa ker dejansko, pa če najema samo en jumbo plakat, se lahko pač teh, ki prodajajo jumbo plakate, zmeniš točno na kateri lokaciji ga boš imel in se lahko tako Kjer se pa najbolj splača, Celovška. Ne, Ja, jaz sem pač v Ljubljani vzel Celovško, ampak lahko vzameš kjerkoli, ampak pa spet fora je. Žiri neki. Ja, že. Gadno mi bi zlaskal, srame, ja. Ja, ampak veš, spet fora je, ne? Jaz po mojem jumbo plakat je več ljudi videl na social media, kot dejansko uživa na Celovški. Si ti to zapakiral? Ja, ker sem to zapakiral, Aha. ker sem pač izkoristil, ampak hotel si reči, kako ste prišel do tega jumbo plakata, neko misel si imel. Ne, razmišljal sem tako, veš, zdaj recimo podcast, ne. Ja. Delamo, pridni smo, recimo zdaj je druga sezona, tretja v pogonu. Hobi, nekako počas, vidiš, imamo neki tudi svoje sponzorje, Loka Special. To. Bi radi mogoče, pa ne zdaj, ne vem, kaj, 3, 4, ampak mislim, da bi ta content, ta podcast lahko slišali več ljudi. In bi bilo prav, da bi ga slišali. Ja, in bi bilo prav. Ja. In recimo to, ja, veš, nekaj zelo, bom rekel, idejnega, catchy, na ta pravem mestu, da prav to. In mislim, da je mogoče ta jumbo plakat, ampak veš, mora biti nekaj odzad, zdaj samo moja faca gor pa od fifca, ne vem, če to dostane. A veš, Ja, to bi, veš, to- jaz sem ful tako skrivnost, jaz neki, ne, mene ta skrivnost me pali. Aha, ja, to veliko ljudi, to je drugače, ultimativno ljudje. Ja, Prav ja. ne, že kaj nekaj skrivnostnega, samo mogo nekaj dati, nekaj, da bi pojavili ta link, prišli pa na ta link, neko to še zapakiral. Ej, veš, kako je drugače za... jaz bi naredil na tvojem mestu reverse engineering. Pač. Mislim, torej, če je cilj, da ta podcast posluša več ljudi, je dejstvo, da boste rabili več sredstev. Mislim, s tega daš najboljši kontent, samo če ste imeli vedno boljše sponzorje, vedno več kapitala, ki ga lahko vržeš v jumbote, ne vem, v glase, v karkoli, lažje bo. Ne? In jaz bi pač šel pogledat, okay, kjeri so res najboljši podcasterji, mogoče ne v Sloveniji, mogoče pač pogledaš. V Sloveniji smo mi najjači. Ja, tako da- najjači. Ja, Okay. tako da sebe ne morem reči. Pač, Ne. greš pogledat v tujino in pač, okay, on ima zdaj tle zadnji, ne vem, pač ne vem, če je to cilj, ampak on ima zadnji 5 milijonsko podjetje, ali pa on zadnji dobi iz tega podcasta Ja. 50 evrov na leto. Kako? Ok, dej pizda, se verjetno je neko knjigo napisal, nek članek naredil, dajmo pogledati. In v bistvu pogledaš te study case pred tabo in potem dobre prakse skup vržeš in pa začneš probavati. Moraš vedeti, da je slovenski trg drugačen od ameriškega. Sigurno, torej, manjši tako, ne. 70% stvari, ki tam deluje, pri nas ne bo, ampak 30% idej pa dobrih in potem pa začneš sestavljati neko zgodbo in pač greš v tem naprej. Ne? Zdaj tudi mogoče, ja, torej pač kako... Še jaz sem tako razmišljal, ja. A, Ja, okay, recimo reverse engineering, okay, Ja. gledati, recimo tam je cool, to razumem, recimo, da imam neke ideje, pa je prnemo, recimo, da dobimo. Okay, Ja. se pa je to realizacija druga. Pa Ja. Ampak spet smo prvi, aha. pri meni. Zdaj bi spet neki, zdaj imam eno ful dobro idejo, zdaj sem ti hotel povedati, bolano idejo. Včeraj, ko sem hodil na Šmaritno, sem si jo že realiziral za naprej, za podcast, Tom Penny naredil. Sam nič bi za lepo jeval. Ne, to je dobro, zdaj si naredil skrivnost, Ja. zdaj smo pa mi prestali na drugo temo. Tako, Ti jim bravo. boš rekel, mogoče slišite to v naslednji epizodi. Tako, jih pa potegneš mogoče naprej. konc leta. Ja. Konc leta. Ne, zelo taka stvar. Ampak veš, neki, ker mi smo na podcastu omejeni kle, Aha. tukaj, a to ni res. Veš, na koncu, to je tako lepa branža, pogovor je tako močen, pa tako neka, veš, kle se nek bubble ustvarja, veš, in je meni to tako dobro, da bi to jaz kar delil s folkom, tako da je začuti to, koliko je recimo zdaj Filip Pesek povedal določenih, ti zdaj klepojo Mars, ni da ni. Nekaj sem bojo. Ja. Ne, če te bo folk poslušal, si pojeval ogromen. Veš, to je to, veš, da folk ne zna poslušati. Ne. Za vsi, ki se ukvarjate z marketingom ali pa ki bi želeli, a mentorstvo imaš, tako prav, da te ne pokliče Filip, jaz bi pa bil, nimaš cajta, ne. Ja, imam sina. To načeloma ne delam.
Samo coaching varianta, to sem mislil. Mislim, imamo za firme, dejansko moja ekipa pač vas vzame na posvet, pa zriše z vami plan, pa imamo dejansko te stvari. Ja. Mislim, na spletni strani so gor. Ampak mislim, pač jaz individualno tega ne delam, ker konec koncev jaz niti več ne vem vseh stvari. Zdaj, pač moj namen je, da pač sestavim ekipo, ki bo pač performirala, mislim, pač jaz ne znam programirati, jaz pač imam eksperta tam za programiranje, jaz ne znam Google, mislim, konceptualno poznam, ampak, a veš, tako da ja, moja ekipa pa v bistvu naredi ta workshop z njimi, tako da ja, zanimiva stvar. A imaš ti me nekaj zaprašati za na konc, ali bomo odleteli z mislimi proti nebu? Nisem to, že zato mega nisem vprašal stari do zdaj, če imaš ti me nekaj zaprašati. To si prvo, evo. Ne. Koliko bi pa rad, da bi ljudi slišali ta podcast? A pa imaš kakšno številko, idejo pred sabo, vizijo? Ja, koliko ljudi bi radi, da slišali ta podcast? Bom realen. Ja. Rekel bi vsi, ki so nad 18 pa do 38. Bomo rekli v Sloveniji, rad bi dal, pa tudi stari, no, bomo tako rekli. Se pravi, številko hočeš od mene. Lahko mi tudi daš karkoli drugega. Ok, bomo rekli milijon. Česa? Milijon ljudi. Ne, deva tako reči, trenutno, vse lahko povem. Ja, povej no. Trenutno imamo tedensko 10,000 ogledov vsebine. Okay, na YouTubeu. Nekaj tazga, ja. Okay, super, ja. Zdaj gre malo gor, gre malo dol. Okay. Tudi gre po 30, gre po odvisno, koliko smo prišli. Ja. No, recimo jaz bi šel tukaj, bi rad prišel na 100 jurjev. Okay. To mislim, da je za en slovenski podcast na tedenski ogromen. Za en YouTube kanal, ja. Za en YouTube kanal z 2 epizodama, ampak verjamem, da je to možno. Ok. No, in potem, mislim, seveda, boš ti razvil svojo skrivnostno strategijo zadaj za tem, pa bo ti verjetno uno pomagalo, ampak tle dejansko je, pač kar je sicer težko narediti, ampak posebej ti. Torej ti zdaj dejansko ves folk, ki te spremlja, ki te gleda, pač ti zaupajo, te dejansko ful cenijo, zato ker jim pač ta content providaš, vede ali ne vede. Ja. In zdaj pa na neki točki, sicer ti už mogo veliko stvari pogruntati, da prejš do teh 100 jurjev, ampak lej, noben ti ne bo zameril, če jih vprašaš za uslugo, oziroma da jih ne boš ti vprašal, jih bom pač jaz vprašal. Mislim, predpostavki, da vam jaz nisem toliko všeč, pa da ste vse zdržali do konca. Ne rabite deliti te epizode, sam, če vam je cool on, ne? Magar delite eno vsebino iz preteklosti, ki vam je bila všeč, ali pa šerajte to nekam nekoga označite, nekaj naredite s tem, rečete frendu in lej, pa smo nekaj naredili. Mali koraki, ne? Mali koraki, ne? Ker folk, ki dejansko posluša te podcaste, kot tudi jaz, ki sem kdaj v vlogi podcast hosta, vem, da to ljudje cenijo, sam pač ljudje so taki, ne? Ljudje radi uživamo, ne? Ampak če jih pa pač vprašaš za pomoč, ti jo pomaga, sam če jih pa ne vprašaš, pa velikrat pomoči pač ne boš dubo, ne? To mi tudi on že rekel. To je zakaj je, dobrodošli na podcastu, z nami odličen Filip Pesek. Dajte šerat, dajte lajkat, dajte deliti, če imate radi peska, ne mene, dajte zaradi peska deliti. Ne, kralj si, res, lepo je, ko si prišel, da sem te spoznal, slišal sem o tebi tudi od mala, ene dva kolega ista, podobna oziroma tako znanca, kakorkoli kolega. Obama ta zelo lep mnenje o tebi in tudi, ker sem brskal po Instagramu, sem ti prav iskreno napisal, ker sem videl ta tvoj nasmeh in to tvoj prisnost, ki mi greš več na živce, pa se mi nikoli res nisi šel, ne vem koliko. Sem res vesel, no? Sem res vesel, da si prišel sem, da bo še eden izmed naših podcast gostov, da boš tamle na levi moji strani se podpisal na slavnega Jaka in da bo ta slika enkrat, mogoče kakšnemu fanu krasila, enkrat nekomu kdaj njegov dom. Tako da, Filip, hvala ti, ki si prišel in želim ti vso srečo, pa dej ta milijon. No? Ti pa 100,000 ogledov na... Jaz pa 100,000 ogledov na podcast. Hvala ti, Filip. Drži se. Thanks.